En Bog je. Ampak on meni isti hip. Za nas sta bistvene dve narave v Jezusu Kristusu, Božja in človeška. Bog se nam približa na otipljiv način, se skloni k našemu življenju. Vidim, da je to boljše. Jaz grem na področje Svete Trojice, ampak on meni takoj. Edinost je pomembna, edinost v Svete Trojice. Pa sem videl, tu je močnejši, na tem področju je močnejši. Grem jaz malo bolj nazaj v zgodovino odrešenja, sem šel kar na izvirni greh, potegne ven jabko. Ampak on meni, veste, v smehu, v velikonočni radosti potegne ven kruh in pokaže Evharistija. Premagano je. Pride domov kapucin, pa reče, kako je bilo, reče, ja ne, zmagal sem pa ne vem zakaj. Kaj pa je bilo? Kaj je bilo? Najprej mi začne groziti, da mi bo eno učko ven zdrl. Jaz sem mu pa rekel, da mu bomo obe ven potegnili. Pa mi začne tip groziti, da me bo zadavo, jaz sem pa rekel, da ne bo me smrtistil. Pol se pa začne važiti, da pri njihovi hiši jejo jabke. Jaz sem pa pokazal, da pones pa kruh. Pa sem se tudi jaz smejal. Mislim, to je tisti smeh, ki je osvobaja. Smeh, ki ni posmeh. Ti, ko veš, da je v tem veliko dobrega, šlahnega, obenem pa zato, ker si ljubljen, ki si sprejet. Jaz sem to edino v povezanosti z Jezusom doživel. Tisto popolno sprejetost in zato umiritev, sposobnost soočenja samim seboj, pa si upa soočiti tudi s tem, in ker si ljubljen tudi v nemoči, izpostaviš določene svoje vidike, ne tako ta jezuit, na svoj račun. Zato sam pišem recimo te zgodbe, ki jih najbolj berejo. Ja, boste našli, boste mogli doliti. Se bom povedal vam se sam dva dogodka še lahko. Ja, dva dogodka bom povedal. Enega bom povedal. Veste, jaz pišem te zgodbe, zato ker hočem v njih premagovati to, kar moram premagovati, recimo moj ego. Zato jaz postavljam v teh zgodbah predvsem tisto, kar... ampak to ne pomeni, da se ponižujem. In te zgodbe najbolj ljudje berejo. Verjetno tudi ena gospa je rekla v ognjišču, da je brala, pa sploh ne vem, a je mislila resno zgodbo ali zasmejati. Ker pred kratkim je prišel tu en zelo jezuit, Zupančič, zelo globoko mož, duhovni mož, ampak tudi zelo brihten in se mi je zahvalil za pisanje. Jaz sem jaz takoj pomislil za to resno pisanje. On se mi je zahvalil za smešne zgodbe, da to berejo. Pač pišem in ena taka se mi je zgodila, veste, ko končaš študij, pa misliš, da si najbolj pametno na svetu. In mislim, pa kar hočeš, da malo povsod začiniš za svojim egom, da govorijo o tebi. Tako se jaz tudi skozi nekaj svojega dodajo. Tudi romanje. Romanje, kaj je romanje? Vi ste danes šli, ste obiskali eno cerkev, šli boste verjetno kakšno gostilno, tol na kavico, ne vem, kaj imate v planu, pa pogleda si, vi boste pogledali to čudovito Logarsko dolino. Ampak meni je bilo to premalo. Jaz sem hotel dodati še kulturo. Ampak ne, ker običajno kulturo. Prvo leto sem jih peril na romanju, ko sem bil pater na Ptuju v galerijo sodobne umetnosti. Ljudje so bili pav, ko vidiš veste tiste abstraktne slike, ko ne veš kaj, ampak so si pa zapolnili. In so govorili, pater Karen nas je pa peril, pater Karen. Ja. Drugo leto, ko sem bil na Ptuju, pa je bila obletnica Williama Shakespearea in so v ljubljanski drami so igrali Hamleta. In meni pade ideja, kaj če bi šli preko Hamleta k Materi Božji na Brezje? Preko Hamleta. In ker je bila sobotna dopoldanska predstava za izven, rezerviram 50 kart in ljudje se prijavijo. Kaj so pa hteli? Pač, da so prišli do Marije, pomagaj se še prej mogli na Hamleta. Tisto sobotno jutro sem bil malo nervozen, ker smo bili vezani na začetek predstave, ampak gledajte,
Skoraj vsi so prišli. Sam dveh ni bilo, pa ni bilo. Pa je pa reči čist tik pred zdajci, ker už bi zamudili gledališče in potem oni nas ne bi mogli 50 ljudi not spustiti sred predstave. In pa prileti sosed in pove, da sta tista dva zaspala, da mi ni bilo mobilnih telefonov. Še mi sta rekli, naj gremo kar naprej in bosta prišla za nami. Dobimo se v Ljubljani, jaz mi gremo in še zadnji hip smo prišli, tik ob Drami je postajališče, nas je dal šofer dol, smo odložili oblačila, sedli v dvorano in zadnji hip. Luči so se zatemnile, zastor se je odprl, reflektor in predstava se je začela. Predstava teče do tistega hipa, ko se v predstavi pojavi duh Hamletovega očeta. To pa zgleda nekako takole. Igralec se zazre v temo dvorane in reče: O, kdo si, ki hodiš v temi? Tam je bil duh. Ne? Kaj se je zgodilo? Ime bom spremenil, ja. Franc pa Vicka sta prišla. Odprl se jim vrata v dvorano in rekli: Pejta zelo potih, da ne bo ta zmotla predstava. Ona dva sta šla res zelo potih. Ampak kaj bo se naenkrat igralec zazre direkt v Franca in reče: O, kdo si, ki hodiš v temi? Franc se je zdrcel. Prvič je bil gledališče. Zavedal se je, da v kulturni ustanovi in da mora na kulturno vprašanje kulturno odgovoriti. In kar naenkrat se je v dvorani oglasil: Franc pa Micka, tu je sma zamudila, vse je pojasnil. Igralec je sam stal, vedel, zakaj greste, reflektori te zaslepijo, on ni videl tebe. Ampak je pogledal direkt, to se je pa začel režati kot neumen. Za njim se je začela zarežati vsa dvorana. Razen mene, jaz sem mislil. Pa so se luči počeli. Pa je igralec pogledal, to bi ne videl Franca, pa ni vedel, zakaj se gre, in je začel plavskati Franco pa Micka. Cela dvorana je zagrala. Jaz nisem še zdaj me je groza. Pol je pa priletel en na oder, ki ni bil igralec, pa je rekel, da bo 15 minut pauze. Po 15 minutah se predstava nadaljuje. Igralec zopet začne: O, naprej mi prišel, se je začel stati. Spet so se vsi režali, spet so se luči požgali, spet je priletel on gospod je rekel, da bo 20 minut pauze. Po 20 minutah niso nadaljevali o kdo si, ampak so preskočili in potem so se izogibali očesnega kontakta, da se niso začeli smejati. Glede, po tistem na mojih romanjih ni bilo več kulturnih vložkov. Grozno. Še en dogodek bom povedal izpred, ni dolgo nazaj, če bi se ustavili v Lučah, bi še bolj razumeli. V Lučah smo dobili pred 4 leti, smo dobili 2 pridobitvi v enem letu. To je bilo, naredili smo javno stranišče, ne, to pomeni, ker je nerodno, ne, ker niso mogli nekaj imeti na vece, in pa smo predrli steno župnišče, ki je čisto zraven cerkve in naredili tam sanitarije, pa ozvočenje smo dodelali. Poleg teh mikrofonov, pa takih smo že imeli, smo dodali še tistega na muhico, veste, ko te pripnejo, da se že držite, veste, kaj veste pravi, veste, muhico, daš v žep in pa lahko z rokami kriliš. Jaz sem kaplan v Lučah v Solčavi, po možganski kapi, in je rekel moj župnik Vik, je rekel: Karl, ti boš imel mašo za mlade. Jaz sem bil živčni, sem vedno tremel, pred tako pa še posebej, stari človek, mladi. Ampak, če župnik reče, kaplan v Boga, in pa se oblečem, mi smo se, veste, pri maši več plasni, mi dajo muhico, da bom z mikrofonček, da bom lažje govoril. Viki že reče: gremo, jaz rečem: počak, da pogleda zakaj. Da veci moram. Živci naredijo svoje. Je rekel: kar tjale skoč, to je pa 3 metre, 4 metre
do tistega javnega liceja, jaz skočim tja, opravim, pridem nazaj, odprem vrata zakristije, razvijali so se od smeha. Tudi župnik se je režal kot dum. Jaz ga gledam, kaj je? On se reži, ko mi pove, nisem mogel preprečiti. Kaj? Da ni ministrant užgal, kaj? Vzvoče mi je užgal. In kaj sem imel? Direktni prenos iz stranišča. Glejte, zvoki so vsem dobro znani. Seveda so takoj povezani, ne? In so se režali, tako zmešali. Pa moram povedati, da tudi, ko sem stopil v cerkev, tak srečnih ljudi so cerkev še pred parimi leti, pred parimi leti se je isto zgodil, mislim, da eno leto kasneje, jaz sem, torej kaplan sem, kot sem rekel, vljučan po Sočani, živim pa na Saver po možganski kapi, pravim, da sem z radostjo duhovnik, s ponosom sem pa kmet, ker imam 1 hektar zemlje, pa imam tudi enega konička, ne za ježo, ne za delo, ampak sam za druščino, ne. In najraj sem v štalskih cotah, to se počuti najbolj tak sproščeno, ampak moje štalske cote so res štalske, torej, ker imam rad, da je zračno, to vihra, strgano, ker res zračno je najboljše. Tudi hlače, res tiste, ki jih kupijo mladi, ki so že naprej strgane, moje so bistveno bolj, ne. Ker me je možganska kap, nosim poleti seveda tudi slamnik. No in en dan sem se odločil, da bom šel nabirat zdravilne rože na Podvežo in se peljem, seveda v štalskih cotah, ne, se peljem na Podvežo in nabiram, pa se pa začne večerit in sem si rekel, zdaj pa moram domov, ne. In ko sem prišel do avta, je pa bila guma predrta, ne. Zdaj te kamni so, laporni so ostri in se to mi kar večkrat zgodi. In kaj, ponavadi mi menjujejo gume sosedi, ker sem reč, tehnično sem zelo štorast, enkrat mi je šla guma na avtocesti, Bogu hvala, blizu Celja, pa sem klical sestro, da mi je gumo menjala. Drugače mi pa menjuje gumo sosedje, so bolj spretni, ampak takrat nisem mogel poklicati kakega soseda, ker je bil ravno čas, ko so ljudje v štalah, sem se rekel, šel pa peš, ne, pa me bo pa en sosed. Peljo pa bova zrihtala, grem peš, ko sem prišel do glavne ceste, je bila pa že tema, ampak pa sem šel pač po glavni cesti, bil še na 15 minut, pa bi šel pa v potoku gor, pa bi prišel, ampak zagledam plave lučke za mano, sem mislil, da šilc gre, se postavim bolj v stran, ampak lučke so se ostavile, pogledam nazaj, policaj. Kaj sem zagledal? V soju luči, ne, če si predstavljate strašilo, je to mila pogleda. V svoji luči so zagledali enega popolnega razcapanega tipa, ki hodi po noči z slamnikom na glavi. In že ko sta stopila policaja, sem videl, da sta živčna, ko sta me zagledali, nista vedela, kdo je to. Zelo nevarno, ne? Ker je stopil tako malo narazno, veste, stabilno, pa čeprav sta me videla z reflektorji, ne? Je vzel še tisto rdečo luč in tam svetu čišnično. Ko se počas približata, pa začne en. Vi veste, da ogrožate promet, hodite po napačni strani ceste, brez odsevnega telesa. Sem rekel, šel kar na drugo stran. Dokumente, prosim. Jaz sežem v žep, nimam. Pozabil, avto sem jih pustil, ne, ker sem se bal, da bi mi padli žepa. Sem rekel, joj, veste, v avto jih imam. Nekdo, ki hodi ves razcapan s slamnikom po noč na glavi, peš ob cesti, govori, da ima avto in da ima avto dokumente. Je rekel on, a ja, v avto jih imate, jaz sem videl, da dvomi. Je rekel, kdo ste pa pravzaprav vi? Sem rekel, jaz sem pa tukaj duhovnik. Kar stopila sta nazaj, se spogledata, reče on te drugi, a sam to? Ker sem bil tak živčen, ker sem bil, da mi ne verjam, da ne. Sem rekel, ne, sem tudi docent na filozofski fakulteti. Gotovo. En je dal roko, tako se slišal, ko je rekel, še dobro, da ni rekel, da je Napoleon.
In pa sem videl, da je res tisto, kar govorijo, kakva je razlika med policaji pa duhovniki. Mi duhovniki rečemo, ki imaš Gospod z vami. Ona dva sta pa res rekla, Gospod, boste šli z nami. In pa res je, da ti dajo roko na glavo, not avto, so me pelali v Mozirje in v Mozirju so ugotovili, da je vse res. In pa so me pripravili domov. Zdaj potiho računam, da bodo z točke. Kakorkoli že. To, kar sem hotel povedati, smeh osvobaja. Ker to pomeni, da se sooča s seboj v celoviti resničnosti. Takrat, ko se neke stvari zgodijo, pač niso najbolj smešne, pa se pa smeješ, ker se sprejemaš, ker te ima nekdo rad, ne samo tam, ker si uspešen, ker si ne vem kaj, ampak tudi tam, ker si nemočen, ker ravno tam smo pa simpatični, če se sprejemamo in če smo resnični, potem so tudi bližnji, tisti, ki živijo z nami, ob nas lažje, osebno resnični. To je tako. To je tisto, ne? Zakaj smeh osvobaja in zakaj je dobro razmišljati o smehu tudi v postnem času, ne? Ker nas bolj osvobaja k nam sami, k naši notranje resničnosti, s tem pa tudi k pristnosti v medsebojnem času. Jaz vam želim, da bi dali zelo fajn v tej pristnosti. Povedali bomo tudi kako štorijo. Kam pa greste vse? Zdaj bomo šli dole, nekaj smo rekli. Ja, muzej. Pa se bomo nazaj vračamo Poljubno, pa v Radmirje bomo šli pogledati ta plašček. Ja, vam želim tako lep dan, tako lepo doživeti. Vam je pa tudi tako hudomušen duhovnik. Kako? Tako doživeti, ja smo že tukaj. Ja. Ne, ko ste propovedala. Ja. Je res to, ko ljudje začnemo pozvažuje življenje. Pa kad nismo med smrtno res, znamo, hvalno, Bog, dober smisel za humor. Ima zelo. Ja, res. Tudi v evangeliji je par takih mest, ko vidiš, da so napisani hudomušno, ampak mi jih jemljemo preveč resno. Smeh je res osvobaja, izjemno osvobaja. Tak. Jaz imam tudi knjigice, vedno sabo nosim, če kjer želim, drugače pa tako dobite v knjižnici. A vam lahko pokažem, kaj imam? Imam Čarlje, to imam to resno, ne, ki govori o Božjem sočutju, kaj počne Bog v nebesih, ko je na zemlji toliko trpečih. To je knjiga Odgovor je sočutje, ne. Bog se sklanja v čas in prostor in tudi razlagam, odkot to razpetost med dobro in hudo, če je Bog dober. Ne? Pa imam pa tega Charlieja Chaplina. Kaj pomeni Charlie Chaplin? Chaplin je anglesko kaplan, ne? Charlie je pa Karli, jaz sem pa Karli Kaplan sem tukaj, ne? Zato je Karli Kaplan je naslov, angleško se pa čisto govori Charlie Chaplin. To imam pa teze. To so pa teze, ki govorijo o trpljenju, to situacijo na svetu kažem, recimo prikazujem, kje temelji glavna prevara. Ker nam dejansko govorijo, da to, kar nam govorijo, ni ekonomija. Ekonomija je v starogrškem pomenu besede zakon in pa dom. Ekonomija resnično je odkrivanje zakonitosti, po katerih se vsi ljudje in tudi rastline in živali počutijo na tem svetu doma, spoštljivo, pravično, ko je za vse dovolj, tako govori papež Frančišek. Ne? To, kar pa zdaj globalno je pa hrematizem. In dokler ne bomo tega ločevali, nas bojo dejansko, bo vsak dan, kot sem omenil, umrli 36,000 otrok. Samo zaradi revščine. Ko bi lahko rešili, če bi hteli, ampak nočejo, ker obvladuje ta model hrematizma. Ta knjigica je smisel, da bo zamolčana, ker je nevarna, ne? Ampak je zdaj že več kot 15,000 izvodov, kliče me tudi na razno, zdaj so me ravno klicali na... Bi sploh mislil, da ne, da kam vse me pokliče, da o tem govorim. Tudi v angleškem prevodu je šla, dobo je tudi papež Frančišek, osebno, ko je šla k njemu tale komisarka in mi je sporočila, da je že parkrat tweetno iz teh tez, določeno misel, če kdo želi. Glejte, če kdo želi, to je priporočeni dan, je 3,
To je pa priporočeni dar 15, pa v zadnji tudi CD, isto v trpljenju je pa priporočeni dar 20. Če kdo želi, drugač pa imate tako vse dobite v knjižnici. Ja, ste brali, ja. A vi ste mi rekli, da ste brali. Ja, nisem vedel, kjer. Ja, to klica, zdaj pa sem pisal. Ja, sem pisal. Ja. Zdaj razumete, ne? Ja, da bo teh grozno. A ja, če kdo želi, lahko tukaj, da ne skledi.